V občini Radeče se po zatišju v preteklih letih znova pospešeno ukvarjajo s pridobivanjem evropskih sredstev za sofinanciranje večjih projektov, ki jih občina sama ne bi mogla izvesti. Investicije sem vesel, da se evropski projekti oziroma ti razpisi so se le začeli v lanskem letu, letošnje leto se nadaljuje, tako da naš največji projekt v polni fazi projektiranja, kar se tiče kanalizacije, praktično pol Radeč bomo prekopali v letošnjem in naslednjem letu, se pravi čistilna naprava, dograditev obstoječega kanalizacijskega sistema, en tak luškan projekt, kar se tiče kolesarskih poti, vrhovo, Hotemež, verjamem, da bomo skupaj s Savskimi elektrarnami projektirani praktično pri koncu začeli z izvajanjem, da dobimo to lepo povezavo. Z evropskim projektom se je v letu 2019 uspešno spopadel tudi radeški zdravstveni dom, ki je v okviru projekta Center za starejše Dobra energija v sodelovanju z občino odprl center za starejše, starejšim občanom pa ponudil tudi brezplačne prevoze po območju občine. Zdravstveni dom Radeče ima velike načrte tudi v letošnjem letu, saj se jim obeta ureditev širše okolice zdravstvenega doma, pri kateri bo prav tako sodelovala občina Radeče. Ureditev tako parkirišč, platoja proti banki in ta del, velik projekt, cirka 300 000 evrov skupaj z zdravstvenim domom. V načrtu je prav tako obnova nekaterih cest, še dodaja Režun. Sam proračun je velik 5,3 milijone evrov, je pa res, da tukaj moram povedati, da glede na to, ko bojo prišle še te evropska sredstva, pa ne štejem državni projekt ceste Radeče-Zidani most, kateri je sam ta projekt vreden cirka 7 milijonov evrov, potem bojo ta številke kar nekaj višje, nekje 25-30% pa bo šlo za investicije.